Lepo zdrav, kako ste kaj? Jaz upam, da se imate maksimalno fajn v tem čudnem vremenu. Ja, kar nekaj časa se sicer nismo videli, razlog imam sicer dober, kar ste morda videli tudi po objavah po drugih družbenih omrežjih in na Patreonu. Tisti, ki me malo bolje poznate, veste tudi, da sem programer oziroma developer. Tega je zdaj že dobra četrtina stoletja, odkar sem začel pri 15 letih. Ko samo pomislim, Delphi in Pascal, dobri cajti. Dobri cajti. In kam to pelje, vam takoj zdaj povem. Kar nekaj časa zdaj sem jaz razvijal svoje indikatorje. Sicer večina teh so bolj napredne modifikacije, recimo MFI in RSI. Indikator, ki sem ga pa čisto jaz popolnoma sam razvil in izvira prav iz moje ideje, je pa ARI, oziroma Asset Rotation Index. In ta je tudi požel največ zanimanja. Namen tega indikatorja je predvsem, da vam pomaga izbrati ta pravo pozicijo na kriptotrgu. Recimo, če je čas za Bitcoin, vam bo ta indikator pokazal, da trenutno Bitcoin vodi in da je bolje biti pozicioniran v Bitcoinu kot v kakšnem drugem altcoinu. Predvsem iz razloga večjega dobička. V bistvu s tem indikatorjem dobite vpogled v celoten kriptotrg in vam kot mapira oziroma predstavi, kam se trenutno preliva denar. Ali je to Bitcoin, ali so to altcoini, ali stablecoini. Vsekakor ga boste videli že v tem videu, bo pa prišel še naslednji video, kjer ga bom do potankosti predstavil. Tega videa se ne bo splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In tudi, če vas ta indikator zanima, si ga lahko ogledate in kupite na moji spletni trgovini, link spodaj v opisu, ali pa lahko poskenirate tole QR kodo. Vsekakor, ostanite z mano, splačalo se bo. Aja, pozabil sem še tole povedati, do konca tega meseca, torej do konca maja 2023, lahko na moji spletni trgovini koristite popust do 60% pri nakupu katerega koli indikatorja. Splača se biti tudi patron tega kanala, patroni namreč kupujejo še ceneje in poleg tega dobijo še dostop do ekskluzivnih vsebin. Malček več v nadaljevanju tega videa. Še eno obvestilo imam, bliža se Bitcoin Pizza Day, to je 22. maja. Seveda se pripravlja velika prireditev, na kateri bom tudi sam. In to se mi zdi tudi odlična priložnost, da se magari dobimo in kaj pokomentiramo gibanje cene Bitcoina. Dogodek organizira Bitcoin društvo Slovenije z ostalimi sponzorji in če vas morda zanima ali se želite prijaviti, vam puščam povezave spodaj v opisu. In upam, da se vidimo. No, zdaj pa ta glavno vprašanje. Kam misli iti Bitcoin? Bomo nadaljevali z rastjo ali bomo doživeli en popravek, padec? Pogledali si bomo kar nekaj grafov in predstavil bom stvari, ki me držijo kot optimista in stvari, ki me skrbijo. Ok, dovolj z uvodom, jaz predlagam, da kar začnemo, potopimo se v grafe. Smo na Bitcoin tedenskem grafu. In ta prva stvar, ki jo opazim tukaj, je, da tukajle mi očitno formiramo en naraščajoči kanal. Tako, da ga malček popravim še. To je bikovski vzorec, ampak biki morajo zdaj na vsak način obdržati to spodnjo mejo, če želijo, da se rast nadaljuje. Všeč mi je tudi precej večji volumen, kot ga vidimo tukaj, čeprav v zadnjih tednih se je zelo zmanjšal. No, tole tukaj, to je pa ARI, oziroma Asset Rotation Index.
je indikator, ki sem ga razvil jaz in kaže, v kateri asset se najbolj splača trenutno investirati. Oranžen je Bitcoin, temnosivi so altcoini in rdeči so stablecoini. Ta indikator je posebej spisan in deluje samo za kriptotrg. In idealna situacija je, ko je en asset nad to linijo nič, ostale dva pa pod njo. In kot vidimo, je zdaj prav Bitcoin v tej idealni situaciji. In to vse od začetka januarja letos. Torej, če bi v začetku januarja vložili v Bitcoin, bi od celotnega kriptotrga največ pridobili. Sicer so nekateri altcoini, ki so eksplodirali, ampak to je dobesedna loterija. Altcoini, kot vidimo, so se ves čas pomikali pod tole linijo nič. RSI tukaj ne vidim nobenih takih posebnosti, ima pa očitno neko lažjo divergenco, medvedjo, tukaj ARI. Divergence rišemo na tej poudarjeni krivulji, ne na tej bolj svetli, bolj transparentni, zato ker ta poudarjena je nosilna, medtem ko ta bolj transparentni del pa kaže moč. Ampak lahko se gleda tudi na tole moč. Tukaj na primer vidimo lepo, kako moč stablecoinov počasi pojenja. No, v glavnem tukaj imamo medvedjo divergenco, bomo videli, kako se bo tole kaj izteklo, ker imamo tukaj vrh in vrh na isti višini. Tukaj pa imamo vrh in višji vrh v gibanju cene. Če slučajno izgubimo tole spodnjo mejo tegale kanala, potem nas čaka tole območje tukajle. To je tam nekje od 25.000 pa vse do 21.000 in ja, tudi 20.000 je zelo možen, kot bomo videli na enem od prihodnjih grafov. Če pa nadaljujemo z rastjo, je pa predvsem zanimiv tale predel tukajle. Imamo tukaj pa tako. To je tam nekje od 35 pa do 40.000. Tukaj po mojem mnenju lahko doživimo kar konkretno zavrnitev. To pa zato, ker se zdi kar močna meja. Tukaj smo se tudi zadrževali kar precej časa. Ampak to bomo videli enkrat, če pridemo do tega. Zdaj zaenkrat moramo najprej spremljati tole spodnjo mejo tegale kanala. Če jo izgubimo, nas potem čaka tale meja spodaj od 25 do 20.000. In smo zdaj na dnevnem grafu in tukaj je slika kar precej drugačna, dosti bolj medvedja se mi zdi. Kot prvo tukaj najprej lahko vidimo vedno višje vrhove. Medtem ko RSI in ARI sta oba dva dajala znake medvedje divergence. Recimo tukaj RSI je imel vrh in nižji vrh. In potem spet tukaj vrh in vrh na isti višini. Medtem ko tukaj v gibanju cene smo imeli višji vrh. ARI je tudi kazal tele divergence. Bom malček odstranil, oziroma bom umaknil ta druge. To se lahko vse poštima. Torej imamo tukaj vrh, nižji vrh in tudi tukaj vrh in nižji vrh. Tako da ja, to bi znali biti kar opozorilni znaki, smo pa trenutno v neodločenem stanju, tako kot kaže tukaj. To je stanje, ko se tile trije kar prepletajo in delajo kot neko kito, če lahko vzamemo neko prispodobo. Je pa tukaj en lep primer, kako nam lahko pomaga ARI. Kot vidite, imamo
Tukaj le padanje v ceni. Sem nekam čudno narisal. Torej imamo to linijo, tole mejo. Tukaj vidimo, smo bili odbiti od nje prvič, drugič in nato so stablecoini kar lepo prevzeli vodstvo. In potem so tukaj, kot vidimo, ko se tanjša ta njihova krivulja, so začeli izgubljati na moči. To lahko tudi na nek način pošlje signal, aha, mogoče bomo pa ob naslednjem stiku s tole mejo to prebili. In kot vidimo, se to potem tudi res zgodi. In Bitcoin tukaj le prevzame vodstvo. In od preboja tele linije je potem zrastel za okoli 38%. Še nekaj sem vam želel pokazati. Moram malček pobrisati. Če ne, so grafi čisto preveč našarani. To je ta situacija tukaj, ki mi ni ravno najbolj všeč. Če se spomnite iz prejšnjega grafa, smo zdaj točno na meji, ki jo morajo biki obdržati. Kar se pa na dnevnem grafu dogaja tukaj je, da mi očitno formiramo vzorec glava in rame. Torej imamo tukaj levo ramo, glavo in desno ramo. No, to je medvedji vzorec in če se ta vzorec zdaj izvede, nas vrže direktno sem dol na 25.000. Tako da treba je biti previden, še vedno je gibanje cene ta prvo, ki mu moramo slediti. Kot smo imeli tukaj tole situacijo. Ta prvo, kar smo opazovali, je bilo gibanje cene. In šele na to lahko preko indikatorja potrdimo. Tako da previdno s to situacijo, tudi trenutno, kot vidite, so v vodilni fazi stablecoini, kot prikazuje Ari. Kar mislim, da bi se znalo zgoditi v naslednjem tednu, je, da kljub temu doživimo nek padec, ampak bi nas vseeno še vedno znalo potegniti nazaj v kanal. Nazaj v kanal, ki smo ga videli na tedenskem grafu. Nikakor pa ne smemo s telesom svečke zaključiti pod spodnjo mejo tegale kanala, oziroma kanala na tedenskem grafu. Če vam je všeč ta vsebina, naj vam povem, da na Patreonu še pogosteje objavljam. Tam lahko že za 5 € na mesec spremljate moj dnevnik tehničnih analiz, kjer spremljamo ne samo kripto, ampak tudi delniški trg, nazadnje smo tudi nafto, zlato in srebro. Potem je še višja stopnja, ta je za 10 € na mesec, no pri tej si lahko predčasno ogledate posebne videe, kot so na primer tutoriali. Te si lahko predčasno ogledate kar 2 tedna pred ostalimi na YouTubu in brez reklam. In zdaj sem še dodal video dnevnik tehničnih analiz. To so videi, kjer bomo spremljali kriptotrg in delniški trg in tudi ostale trge v manjših časovnih intervalih. Tukaj boste točno videli, kaj jaz gledam in spremljam. Denar, ki ga dobim preko Patreona, vlagam naprej v video vsebine, predvsem v njihovo kvaliteto. Recimo za tutoriale sem kupil prav oblikovan slideshow, ker jaz nisem lih neki dober oblikovalec. Kupiti je treba razne movie klipe, glasbo, slike in potem seveda ostaja še vlaganje v opremo, da bodo videi čim bolj kvalitetni. Tisti, ki že poznate ta kanal, po mojem, da vidite, da res kar delam na kvaliteti, tako da hvala vam, hvala vsem patronom. Zdaj je Patreon še nadgradil svoj sistem plačevanja, tako da ni več plačevanja na vsakega prvega v mesecu. Ker prej je bilo kar smotano, recimo, če ste se naročili nekje na koncu meseca, ste morali plačati takrat in potem še na prvega v naslednjem mesecu. No, zdaj tega ni več tako. Če se odločite postati patron nekje na koncu meseca, recimo 30., potem boste naslednjič plačali tudi 30. v naslednjem mesecu. Če želite, pa lahko tudi brezplačno pomagate temu kanalu. Lahko všečkate ta video, komentirate spodaj, delite s svojimi prijatelji in se naročite na ta kanal. Vse to zelo pomaga temu kanalu preko YouTubovega algoritma.
In zdaj smo še na Bitcoin Futures dnevnem grafu. Tukaj, če se morda spomnite, iščemo tele praznine, ki so ponavadi zapolnjene. In imeli smo tole praznino na 27 do 28 oziroma skoraj da 29 tisoč, ki je zdaj zapolnjena. Tako da jo lahko damo stran. Ostala nam je še tukajle, tale, na okoli 35 tisoč, ki je pač na bikovski strani in čaka, da bo še zapolnjena. Na medvedji strani se je pa zgodila tukaj nova, če vidite. In to je na meji, oziroma tam nekje na okoli 20 tisoč. Še malček spremenil barvo, lik toliko, da se bo dalo lepo ločiti. Zdaj situacija je taka, če se tukaj tale Head and Shoulders izvede, če izgubimo spodnjo mejo tistega kanala na tedenskem grafu, potem nas definitivno čaka meja na okoli 25-24 tisoč. In od tukaj je potem tudi velika verjetnost, da gremo še malce nižje in zapolnimo še tole praznino tukaj na 20 tisoč. Zaenkrat sem jaz še previdno bikovski in še vedno mislim, da lahko gremo še malček naprej gor do tele meje oziroma praznine pri 35 tisoč. Ampak, če mi bo gibanje cene pokazalo drugače, bom pač moral spremeniti svoje mnenje. Tako da to je pač samo moja špekulacija. Na tej strani že dolgo časa nismo bili look into Bitcoin in seveda tukaj mene osebno najbolj zanimajo podatki tehle denarnic in njihove vsebine. In zanimajo me predvsem zato, ker po teh podatkih vidim, kdo kupuje. No in če pogledamo denarnice z več kot 0,1 Bitcoina, vidimo, da imamo tukaj le kar lepo konkretno rast. Vidimo nazaj, poglejmo denarnice, ki imajo gor več kot en cel Bitcoin. Vidimo tudi tukaj, da imamo lepo rast. Denarnice z več kot 10 Bitcoini. Tudi tukaj imamo kar lepo rast. Poglejmo še število denarnic z več kot 100 Bitcoini. Tukaj se večinoma pomikamo v neki ravni liniji. Ni ravno nekaj najbolj prepričljivega. In na koncu še denarnice z več kot 1000 Bitcoini. Zdaj, tukaj me pa v bistvu malček skrbi po tem, kar vidim tukaj. Imamo namreč rast v ceni in padec v številu denarnic z več kot 1000 Bitcoini. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo zdaj v bližnji prihodnosti. Ključnega pomena seveda je, da spremljamo gibanje cene in glede na to vlečemo poteze za prihodnost. Naj se na tem mestu zahvalim še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če morda tudi vi želite postati patron ali pa morda želite kako drugače podpreti kanal, so vse povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Kot je bilo že prej omenjeno, patroni dobijo dostop do ekskluzivnih vsebin. To so razne tehnične analize ali grafi, ki niso obravnavani na tem kanalu. S paketom više pa dobite dostop tudi do tehničnih analiz na manjših časovnih intervalih, to so tudi videi. Tako da dobite še boljši vpogled v to, kar jaz sam gledam. In kot že rečeno, patroni dobijo tudi dodaten popust ob nakupu na spletni trgovini. Ves njihov vložek, ki ga namreč vložijo v ta kanal, lahko oni izkoristijo kot dobro imetje. In nekateri lahko zdaj tudi nakupujejo brezplačno. Splača se torej biti patron, preverite povezave spodaj
v opisu in v pripetem komentarju. Rad bi se vam še zahvalil, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da jim bo ta video prišel prav. Kakšno je vaše mnenje? Se strinjate s temi analizami ali se ne strinjate? Zelo rad podebatiram z vami, zato ker komentirajte spodaj pod komentarje. V naslednjem videu, kot sem že omenil, bom podrobneje predstavil ta indikator ARI. Izdal vam bom namreč prav vse možne načine trgovanja. In ni jih malo. Zato se tega videa tudi ne bo splačalo zamuditi in kar je najbolje, da naredite, je, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas YouTube o novem videu tudi takoj obvesti. Ne pozabite obiskati spletne trgovine, jaz vas na tem mestu še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.